je rdeč ali črn, ne? Sam tako naredite. Pa povohate, ne? To je črn. Ampak to bi tako rasti. Potem črn ribas nikoli takole reza. Čak se tega le bomo dali ven. Naprimer, da bi takole ga reza. Črn ga ne. Zato, ker vam lahko tle not pride steklokrilka in se vse posuši. Ampak črn ribas mora imeti 1/3 tekle mladih, 1-2-letnih. 1/3, tako bomo rekli, 1/3 enoletnih, ki se nadomestijo, 1/3 dveletnih, 1/3 triletnih, 4-letne pa kar rodijo ven. Ampak to mora iti ven čist pri osnovi. Kako vemo, da je ta že stara? Ne tle gor gledati, tle od spod, ki je temna. Ampak ne tako odrezati, glejte, ne tako odrezati. Pa reči, ta bo pol, tole. Tako mora iti ven. Pa ne bo ene. Prosim? Ja. Vidite, te so pa lepe, ne? 2-letnega, pa 3-letnega lesa. Vidite, tlele bo rodil, ne? Tole je pa že staro. To je že staro. Bi bilo treba nadomestiti tukaj, pa ok, letos bo rodil, ampak tole pri črnem ribazu ni priporočljiv delati. Mora rasti iz talven. Kaj pa, če iz talven samo palce rastejo, da ni tako razvejano? Ne, se bo palca. Pol bo pa se razvejala. A vidite, takole požene pa. Ja, če imate takle les, temen. Ja, se sem ga dala, se sem ga že precej dala, pa je še vseeno. A vidite? Da, naprimer. To mora iti stran, to mora iti stran, to mora iti stran, to mora iti stran. Tole mora iti stran. Tukaj le. Ta je lepa, ne? Ta raste. Saj takole mora iti stran. To se je kar ukoreninilo, pa naj bo. Ampak, a ga vidite, mlad je svetle rjave barve mora iti. To mi je jasno. To, tukaj le, tole, lejte, kaj je bilo pokrajšan, ker je sosedu že rinal. Z tega ne bo nič pameten. To je rdeč ribas, je pa tako. Imate pa lahko 6 let stare tele poganke. In rdeč ribas lahko tudi takole skrajšate, pa vedno je priporočljivo to narediti. Če hočete imeti bele. Dajte, takole. Pa 6 let so lahko. Ja, in pol pa tle požene. Pa tudi tele stranske poganke, če imate, naprimer takele, to je še tokle temenje lahko. Takele. Kaj pa je to? Aja, to je tamle, papir. Lejte, takole jih skrajšite. Takole in posod tle debeli grozdi. In to zdaj, v tem času? Ja, zdaj. Pa te takole gor. Evo. To je pa rdeč. To je rdeč. Pa 6 let stari so lahko. In šele polga. Ja, pa lahko tudi takole odrežete rdečega. Pa da tle lepa mlada rada. Ja. Jaz malo simulacijo naredil. Ja, sej. Tole. Tole raste malina. Ja, tako palce. Ta je lan rodila, ta je pa lan pognala ven. Tale ven, čist pri tleh, kaj suha že. Tole pa pustite visoko, približno do 1,80 m, kaj tazga. Ali pa 1,60 m, podkrajšate. Če je pa tista, ki je dvakrat rodna, potem je pa tako, vi imate eno zraven, ki je suha, recimo, je bila to, tale je pa na vrh lan rodila, pa je takole navzdol, upognjena, pa so tle še kakšni cvetovi suhi, ne? Sam pod cvetovi odrežite stran. Ne od spod odrezati. Ker bo letos še rodila, tista, ki bo pa pognala zraven nje, takale, ta je lan že rodila, pa v leto še enkrat. Tle bo pa letos pognala takale močna, ki bo pa jesen na konc zarodila. Drug let jo ste pa tam odrezali. To je to. No, lejte, češnja. Ta je mlada, ne? Ja, lani je bila tukaj odrezana. Zdaj, mi bi želeli, da bi bile vsaj 3 takele veje. Močne, a ne? Lepe.
Zdaj, če bom jaz tle odrezal, recimo, bo pognal, ampak bo močen šop. Če pa tam gor, pa tle ne bo. Takole, zdaj pa važno, da gre tako čez. Da se... Čakaj, jaz enega božga pokažem. Mene so tako sadjarji stari Možete, da se naučili. komi tega usvojila. Tole držite tega, no. Da bo razvizon tega držite. Kjerga? Ja. Tega, ja. Greste takole, tako in tega skozi. Skozi. Aha. Skozi in zdaj ga morate pa pretakniti. Tako, evo ga. To je pa ta alpinističek. Ista funkcija. Se je. Ne odrezati takole, lejte. Ne takole odrezati. Ravno. Če boste tole odrezali, ne bo ta pognal, ampak bo tale. Ne sme biti pod temle, zato je boljš malo čepa pustiti. Bolj siguren. Ravno ali postrani? Rahlo postrani. Ja. Zdaj pa, da mi ne bo spet takole pognal, pa tole še naredim. Ja. 2. Pa je dosti. Zdaj bo pa tle pognal, pa tlele bojo pognale, bomo imeli dost razmaka in bomo dobili ogrodne veje. Predvsem, to šlo pa pol lahko počasi ven. Če bojo pa lepe, bomo pa tudi pustili, ampak mi moramo imeti tle vmes prostor. Ne smejo biti preveč skupaj. To je to. Okay? Koga zanima piha? Samo še mali. To je zdaj mlada češnja. Ja. Kaj pa stara češnja? Stara češnja je pa spet tako. A je tle? Ja. Čakajte, bom tam Češnja pokazal na sem tistem rekla. brežu. Češnjo lahko pomlajuje. Koliko šnopsa ste popili na tistem koncu? Moški, tiho boste, če ne vas bom spomlad poklicala, pa boste rezali. Sem prej že rekel, da češnja rodi na takih pogankih tlele pri osnovi. Ne? To, kar dol raste stran. Očistiti tehle starih. Taki kratki, ki so, je v redu. Ker češnja prvi let. Take veje so pognale. Naredi dolg pogank. Tako kaj tist. Drug let se začne tlele kratki poganki. Tretji let so pa take rozete, kjer so cvetni brsti. Ne? Češnja se z leti nazaj obrašča. Tako da ne biti nič žalosten, če ta prvi ni nič tukaj. Ne? Potem se obraste nazaj. Če pa želimo, da imamo že preogrodne vejo, jih pa tako skrajšamo, da se bolj razraste. Ampak potem se tukaj taki kratki, mi rečemo rozete, razvijajo, kjer so gor cvetni brsti. In če imamo take poganke tle, ali pa tokle dolge, pustimo jih. Mladi, lepi, tlele bo rodil. Bele češnje lepe. Ne sme biti pregosta, ker pol se senč in ni dober, a ne? Pa takole rečemo, ne? Pri češnji bi take, to pustil, to je pa staro, ne? Bi pa takole pokrajšal. To pustim, to pustim, to pustim. Še Pa grem kdaj? naprej, tle pa pustim tile, takele, Ja. ki imajo polkrat cvetov. Ja. Nič ne počistem, pustim. In češnjo ne pred spomladi, ali ja? Češnja je tako, če jo bomo zdaj rezali, bo rastla bolj. Drugače pa, če ne želimo, da bujno raste pa divja, jo režemo takrat, ko jo obiramo. Ob obiranju. Lahko že ob obiranju tiste poberemo, pa na tleh oberemo. Ne? Ja, sej se tako tudi delamo, če je previsoka. Te štucle damo te toliko dolge. Ja, Mene drugače, so učili do konca zrezati. jaz to zato naredim, da bom dobil nove poganke. Če bi bilo pa tle dosti takih pogankov, bi pa tako odrezal. To je, sam kaj hočete. Ne? Ja. Ja. Ja, Zakaj niste pritisnil? To je bila pa tipično ženska. Provokacija, ne, provokacija. A se upa? Kje imaš še kaj moči? Zdaj, amarelice vas zanimajo? Ja, če drugega ne komunijo rešiti. Marelice in slive so tam, če vas zanima, če ne bomo odrežili. Slive so zelo pomembne. Ti kar odreži, kar zanima.
Jaz nemam takih škarij, veš. Sliva se malo odrezuje. Samo povejte mi, kaj Evo, je ta prava a vidite? Ne, tako da se vidi. Vrtenca, ja. A vidite, zdaj pa mlada, ja. Zdaj se pa obdela. Čak. Ali vas zanima? Figa, le, kaj je bistvo fige? Figo se je vrgel ven. Figa, ta je lepo narejena. Ima 3 ogrodne veje pa deblo, ne? Lahko je pa tudi grm, pa imate tistih 5 do 8 vej. 5 jih je dost, ne preveč. Potem pa kar v notranjost raste porežete, ven, tukaj morate pustiti en vrh, a ne, bo preveč, ampak problem je, če vi režete, ker je polna luna, vam bo tekel pa tekel ves. Take so pa lepe, to je pa rodil pol, ne. Enoletna, z 2-letnih, pol ste ven požene pa fige gor. Vidite, to je lan ven pognal, pa fige so še tukaj ostale. Tukaj je treba vrh določiti, oziroma, če se odločimo, da bo kotlasta krošnja na koncu, dele ven čez kakšen let. Pa zamazati. Drugač pa tele poganke, ki so tako dolgi, če se to že polet poreže, skrajša, pol manj solzi, pa bolj lepo se obreze. Drugač pa figa načeloma se ne obrezuje veliko. Najboljš, kakšno veliko vejo ven, to pa kar lepo pustimo. Pa tle se bo pol malo tepelj z ribezam, ne. Kar figa rata, velika pa močne liste ima. Pa bo senco delal. Ja, ne pa veliko fige se ne reže veliko. Ali se čist izreže, to izreže. Ostalo bo Pa polet počist, take poganke močne, polet oziroma, če vi predvidevate, da v tale, lejte, tale pogank zrastu takole velik, kot takole dolg, da sam stran učesite. To je pa najbolj eleganten. Zelena res, samo penk stran. Takrat se lahko največ naredi polet. Jaz bi to tle dal ven. Ja, Dajmo. Saj, zakaj niste pritisnil? Zakaj ne? To je bilo pa tipično žensko. Provokacija, ne, provokacija. A se upa? kje imaš še kaj moči? Zdaj, amarelice vas zanimajo? Ja, če drugega ne pomonijo rešvati. Marelice in slive so tam, če vas zanima, če ne vas odreži. Slive so zelo pomembne. Ti kar odreži, kar zanima. Jaz nemam takih škarij, veš. Sliva se malo odrezuje. Samo povejte mi, kaj je ta prava A vidite? Ne, tako da se vidi. Vrtenca, ja. A vidite, zdaj pa mlada, ja. Zdaj se pa obdela. Čak. Borovnica. Ta je nizka, ne? Ja. Glejte, to je ameriška borovnica, najlepši so taki poganki, na tehle rodi, a ne, tole. Zdaj, taki stari, morajo iti počas ven, a jih vidite, tole ni nič več, ne. Pa če takole naredim, tega sem pa kiksnil, sem mislil, da, glejte, ta mora iti kar, ne, tlele je še v redu, tle je v redu, to je v redu, takole počistimo, tega sem pa zaribal, a ne, pa tle dal ven. Takole, malo jih je treba razrečati, tale mora iti tle stran, tale gre takole stran, tale, pa pejmo takole, lejte. Takole, tale je tudi že šibek. Tole bomo pa pustili za naprej, a ne. Ne bi sem jih vzredil. Ja. Prostor, a ne? Tale je tudi temu na foto, ker to izredno rad raste. In ko je enkrat tale stara približno 5 let, jo treba zamenjati z drugo, 6. Vejo? Vejo. Ja. Ja. Vejo. Ne,
To je pa en. Ja, ti se Daj beri. Ne, črne maline tiste. Aha. Se ukorenili. Ja, ja. Treba zamenjati, ja, pa res. Ja, tako. Modro sice je to. Glejte, tole je pa modro sice, se reče. To je tak debu črv, bel, na koncu ima pa črno ali pa rumenkasto glavo. In to gre tudi v jablane mlade. In videli boste spomlad žaganje tukaj odspod, ne? Kako, ne da bi odrezali, to uničite, žico, pa not porinete s kljukco, pa tega vraga. Ja, vedete, kako gre. Ne, kar takole gre noter. Šel gor, ali šel dol? Gor, ja. Tudi mlade jablane imajo. Za lesem. Ja, gledajte ga, evo ga. Evo ga, če hočete pogledati. Čakaj. Naj gre naokrog, tako kot v razredu. To pa aronija, ne? Kaj je to? Aronija. To je aronija. Znate aronija? Aronija je pa tako, ne. Plodove ima podobne kot bezeh, na koncu, ki ima tiste črne cvetove, bunkice, jagode, z katerih pa sok dobimo. Sok je zelo trpek, ima ogromen C-vitamina, ogromen antioksidantov, zelo radi pojejo ptiči tudi to, ne. Kaj je zrelo? Ne, tukaj noče. A ne? Tukaj ne. Zdaj, aronija je grm in tole rodi, tele poganki. Tukaj je malo pregusto. Te prašitke, a boste imeli v temle noter? Ne, to bo šlo z vsem drugo leto. Boste posadili. Zdaj pa tako, spet se moramo odločiti za ogrodne veje. Ker je grm, moramo odpirati, a ne? Glejte, zdaj pa rečemo, če bo tale, pa ta,